Tole je eden najbolj predrznih avtomobilov na cestah v tem trenutku. Samo pogledajte njegovo obliko. Na cesti ga opazi še slabovidna stara mama, tako pade v oči. Kolega iz rodništva je rekel, da izgleda kot žaba neke tropske sorte. In da je težko reči, da je lep. Hkrati pravim, da je težko reči, da je grd. Še me je zabavno. Džuk. In očitno so zadeli v polno, saj tudi pri nas povpraševanje po njem zelo veliko. Napihnjeni blatniki in luči se vidijo celo tukaj, iz voznikovega sedeža, potem pa se karoserija hitro zaključi s kratko streho v še bolj kratek zadek. Žal se na koncu skriva zelo malo prostora, tako da je hitro jasno, kje se bo Džuk najbolje znašel. Seveda, v mestih. Tu se odkupi z majhnostjo in poskočnostjo. Še posebej, če izberete takšen bencinski motor, ki ga kar razganja od moči. Ima 1,6 litra in kar 140 kW oziroma po domače 190 konjev. Zasluga gre turbini, ki jo ob priganjanju tudi lepo slišite, je pa to najbolj zmogljiva in najbolj požrešna izbira pri Džuku. Če boste res pridni, vam uporabi kakšnih 9 litrov, sicer pa tudi 12-13 litrov na 100 km. Zaradi obilice moči se kolesi tudi hitro zavrtite v prazno, ESP pa se v to namešava, ker so ga inženirji tako lepo nastavili na športno. Džuk s 4-kolesnim pogonom bi se to obnesel še veliko bolje, je pa tudi ta zelo hiter in igriv. Kot kakšno igralnico so si zamislili tudi tale prostor znotraj. Barve takoj pritegnajo in čeprav materiali niso najboljši, je vse skupaj zelo simpatično. Spredaj se odlično sedi, zadaj pa ne, ker je streha nizka, prostora pa malo. Džuk je pač avto za dva, kar nakazujejo tudi skrite kljuke v vratih. V stilu, če se že kdo mora, pa naj se pelje zadaj. Tole je tudi zelo zanimiva zadeva. D-Mode. Ko je izbrana klimatska naprava, imajo gumbi eno funkcijo, ko pritisnete tega, pa dobijo nove. Sedaj lahko izberem način delovanja motorja, ki je lahko varčen, normalen ali pa športno odziven. Grafika pa prikazuje recimo način moje vožnje. Le varno ni tole gledati med vožnjo, ker je zaslon tako nizko. Lahko bi bil recimo tukaj med merilniki. Vožnje po terenu se nisem niti dotaknil, ker imajo prenisano za to druge avtomobile. Tale pa tudi s ceno okoli 21 000 € pritegne. Džuk je avto za ljudi z domišljijo. Ali pa za tiste brez, da jih malo poživi.